Če se ti je že kdaj zgodilo, da imaš en freebie oziroma brezplačno darilo, ampak to ne konvertira tvojih obiskovalcev ali nepoznanih ljudi v stranke in ne gradi odnosov z njimi, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. V tej epizodi podcasta sem se želela dotakniti darila oziroma večkrat slišimo lahko različno poimenovanja, sploh prevod v slovenščini je lahko malo bolj neroden, ker gre verjetno za darilo. Velikokrat pa lahko to najdeš tudi pod imenom ali freebie ali lead magnet ali kaj podobnega. Gre torej za darilo, kjer ti v zameno za to darilo oziroma freebie, karkoli pač poimenujemo, tvoja potencialna stranka ali pa obiskovalec v zameno da e-mail in potem recimo zelo pogosto dobi nek PDF in potem se sekvenca nadaljuje naprej. In seveda velikokrat dobim tudi vprašanje, Maja, ampak a ti freebie, ta darila, to še sploh deluje ali je že trg popolnoma preveč nasičen? In moj odgovor je seveda čisto preprosti, da če je freebie narejen na način, da je namen samemu sebi, potem najbrž nima tako dobre konverzije, kot če ga strateško pripravimo. Zato sem se v tej epizodi želela malo dotakniti tudi te tematike, ki se mi zdi, da je pomembna za čisto vsakega podjetnika in pa podjetnico. In zdaj velikokrat naletim na podjetnike pa podjetnice, pa tudi jaz sem bila med njimi, ki veliko brezplačno ustvarjajo, se veliko razdajajo, imajo ta darila, ampak ta darila v bistvu ne povečajo prodaje, torej ne povečajo konverzije, ne gradijo odnosov, ampak so samo veliko dajanja. In seveda, če veliko se razdajamo, tudi to na dolgi rok seveda ni nič narobe, če ne vodi to v izgorelost. To, da smo radodarni in pa da delimo svoje znanje in tako naprej, je pa seveda lahko tudi zelo lepa vrednota. Ampak v tem primeru, ko govorimo o darilu, ki ne konvertira, pa lahko vodi to v nižje prodajo, v to, da se samo razdajamo in ne dobimo ničesar pametno nazaj in tako naprej. In seveda porabimo lahko tudi ogromno časa. Zdaj, zakaj mogoče to, da se samo razdajamo brez nekega cilja oziroma brez, da dobimo nekaj v zameno, ni najboljše? Zaradi tega, ker pride torej enostavno lahko zelo hitro do izgorelosti in darilo oziroma freebie ni samo nekaj uporabnega, kar dajemo, ampak glavni namen tega darila je, da z potencialnimi strankami gradimo odnose in da jih potem naravno vodi tudi do nakupa. Seveda ni mišljeno, da bo zdaj to 100% konverzija, torej da vsi, ki se prijavijo na nekaj brezplačnega, bodo tudi kupili, ampak gre kot za neko lahko tudi pokušino, ki potem naravno vodi naprej. In seveda verjetno, če to poslušaš, tudi ti želiš imeti takšno darilo, ki ti bo v bistvu avtomatsko gradilo odnose s tvojimi strankami in jih potem vodilo tudi do nakupa. In mogoče se ti pojavi zdaj vprašanje, ja Maja, ampak katera so tista darila, ki mi bodo prenesla večjo prepoznavnost, več strank in bodo gradila odnose z mojimi potencialnimi strankami, kaj je tisto? In moj odgovor je, da v bistvu ne obstaja nekaj univerzalnega, ampak je to lahko za vsakega podjetnika oziroma za vsak brand nekaj drugega. Največja napaka, ki jo tukaj vidim, je, da se v bistvu fokusirajo na sam format. Naprimer, jaz bom naredila en PDF ali pa jaz bom pa posnela en video in potem šele začnejo mogoče razmišljati, kaj bi bila lahko pa vsebina ali pa kaj bi pa lahko dali brezplačno. In tukaj je v bistvu ta bistvena razlika med temi darili, ki so strateškimi, pa temi, ki so bolj namenjeni sami sebi, oziroma so taki pač naključni, oziroma jih mogoče samo nimajo posebnega namena. In to je torej glavna razlika je torej v strategiji. Zdaj, kakšni strategiji je v bistvu lahko čisto po domače povemo na ta način, da v bistvu freebie oziroma darilo postavimo strateško na način, da bo naravno vodilo
do nakupa. In zdaj, kako se lotiti takšnega freebija, takšnega darila, v bistvu je z načrtovanjem za nazaj. Kaj to pomeni? Da najprej določimo, katero ponudbo želimo torej prodajati. Kaj je torej tista ključna zadnja točka, ki jo želimo prodati. In ko imamo to ponudbo torej izoblikovano, določimo v bistvu, kaj je pa zdaj tisti en korak pred tem, ki bo naravno vodil potem v nakup te ponudbe. In to si lahko predstavljaš tako kot, če greš recimo na Triglav. Kaj je torej prvi korak? Prvi korak je mogoče, da se določi prva vstopna točka oziroma kje bomo recimo pustili avtomobile in potem naredimo prvi korake tudi do tega, da pridemo potem na Triglav. In enako je tudi pri tvojih idealnih strankah, torej če jih želiš peljati na Triglav ali pa torej do končne točke, kaj so tisti prvi koraki, ki jih lahko naredijo in jim daš v bistvu to kot neko pokušino, da jih navdušiš, da začneš graditi odnose, da te spoznajo in tako naprej. In potem seveda naslednji koraki morda celo spodbudijo še bolj željo, da še bolj razumejo, zakaj je to res pomembno za njih in kako bo spremenilo njihovo življenje, tako da v bistvu to darilo potem naravno vodi po korakih do nakupa. In lahko idealno je, če je torej za vsako ponudbo imaš svojo darilo, zaradi tega, da res je lahko specifičen rezultat, ki ga dobijo, da dobijo veliko vrednosti, torej to ni samo en taki promo material, ampak ima res veliko vrednost. In to pa ne pomeni, da ne bo pomote, to ne pomeni, da daš zdaj ure in ure nekih vsebin, ker tudi s tem, ko preobremenimo naše potencialne stranke, jih lahko izgubimo, zaradi tega, ker mogoče nikoli ne bodo pogledali tega 5-urnega webinarja ali pa delavnice in če ne bodo pogledali, potem seveda ne bodo naredili tudi koraka naprej. Tako da paziti je torej potrebno, da damo ravno pravo količino, da jih navdušimo, da naravno potem to vodi naprej in da lahko to tudi konzumiramo. Ker velikokrat, verjetno smo se že vsi kdaj znašli v tem, da smo se mogoče naročili na neko darilo, pa ga potem v resnici nismo niti pogledali, ker vseeno je brezplačno, pa mogoče nismo bili tako zelo navdušeni in če nismo tega pogledali, seveda tudi ne sledijo koraki mogoče naprej. Zdaj, torej, ko vemo, kaj je torej en mini specifičen korak, ki ga lahko naredimo, bolj kot je specifičen, boljše je, potem se v bistvu začnemo torej načrtovati, kakšno vsebino torej potrebujemo, da bomo rešili za to brezplačno ponudbo tudi njihov torej en taki specifičen mini problem, In ko imamo torej namenjeno strukturo in to ne rabi biti samo en format, ravno včeraj sem se z eno stranko pogovarjala in je imela prepričanje kot veliko drugih podjetnikov pa podjetnic, da če je pač nekaj brezplačno, da to je samo en PDF in to je to. Ni res. Mi lahko to brezplačno ponudbo naredimo torej takšno, da bo rešila en specifičen mini problem, ki je pač nekako korak do tistega velikega problema, ki ga rešujemo in da je lahko sestavljeno iz različnih zadevcev. Lahko je PDF, lahko je še mogoče kakšni video posnetek, audio posnetek in tako naprej. Skratka, kaj najbolj podpre naše te naročnike pri tem, da rešijo ta problem. In ko načrtujemo, potem gremo v bistvu šele v fazo ustvarjanja tega darila oziroma da poiščemo sploh, kakšna je najboljši format za to našo idealno stranko in pa za rešitev, da pride čim hitreje oziroma da čim hitreje lahko potem konzumira to vsebino. Zakaj ti o tem govorim? Zaradi tega, ker velikokrat vidim, da včasih podjetniki pa podjetnice pozabijo na svojo idealno stranko in kaj njim najbolj odgovarja. Če je tvoja idealna stranka mogoče neka mamica, ki nima nobenega časa zase in ji ti ponujaš mogoče vadbo ali kaj takšnega in ji kot brezplačno zadevo ponudiš, 2-urno vadbo, potem verjetnost, da bo to konzumirala, recimo, zelo, zelo pade. Zato mogoče razmisliš tudi, kakšen je tisti format, da ji lahko doziraš mogoče v 10-minutnih videih in ji predaš sporočilo, ki ga želiš recimo predati. In potem seveda sledi, ko naredimo to naše darilo, seveda sledi boom, torej promocija, marketing in vse to in pa ne pozabiti tudi na optimizacijo. Na optimizacijo, da torej imamo celoten sistem pod
nadzorom, če tega tako rečemo, oziroma da vsak delček potem tudi spremljamo, kaj nam ne deluje in kaj nam deluje, da potem lahko pilimo ta naš lijak, da nam bo na dolgi rok potem res zelo lepo konvertiral in prinašal naše stranke, jih ogreval in pač povečeval tudi nakupe. Zdaj, seveda, mogoče se ti zdi, ok, Maja, ampak kako se zdaj tega koščka lotim, kaj potem se zgodi, ko nekdo sname darilo, katera sekvenca mailov se sproži, kako potem to, kaj naj napišem, kakšna naj bo vsebina in vse to. Seveda, popolnoma razumem, zaradi tega sem tudi pripravila en taki mini paket, ki ima blazno veliko vrednost, in sicer, da ti v bistvu mini spletni tečaj, link bom pustila spodaj, darilo 2.0, torej napredno darilo, ki vodi potem v nakupe oziroma ki naravno vodi idealno stranko do nakupa, in s tem darilom, ko enkrat v bistvu ga osvojiš, lahko zmeraj znova veš, kakšen je proces za ustvarjanje novih daril, če bi to bilo potrebno. Tako da, če te zanima več, vabljen oziroma vabljena, link bom pustila spodaj v opisu, da se pridružiš temu res mini spletnemu tečaju, ki pa ima ogromno vrednost in ti bo služilo na dolgi rok. Tako da, spodaj pa lahko mogoče zapišeš, kaj je tvoje darilo, pa da malo pogledamo in poklepetamo oziroma da tudi deliš, ali tvoje darilo lepo konvertira ali mu mogoče še kaj manjka. Tako da želim ti veliko uspehov in pa srečno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.